Ponovno pozdravljeni v našem programu celostne rehabilitacije. Danes bi v okviru psihosocialnega modula spregovorili o temi uvajanja in vzdrževanja zdravih navad. Verjamem, da se je vsakdo izmed nas s tem že soočal in se tudi tega lotil. In nemalokrat nam je to tudi dobro uspelo. Včasih pa se zgodi, da se nam kaj zalomi, da si cilja nismo prav dobro postavili, ampak nič zato, takrat zopet poskusimo znova. Želela bi vam prikazati nekaj strategij, kako se tega lotiti in upam, da boste katero izmed njih našli tudi primerno sebi. Zdrav način življenja in koristne vsakodnevne rutine vodijo k boljšemu počutju in ohranjanju splošne dobre kondicije, tako telesne kot tudi umske. Naš organizem za optimalno delovanje potrebuje ravnovesje. Ravnovesje pa lahko dosežemo na več načinov in z več vidikov. Ravnovesje lahko dosežemo s pravilno prehrano. Tukaj se lahko spomnite kakšnih nasvetov naših strokovnjakov za prehrano, napotkov klinične dietetičarke. Potem ravnovesje dosegamo tudi s primerno in pa pravilno telesno vadbo. Tukaj se spomnite na vaje in nasvete fizioterapevtke ter kineziologa. Ne smemo pa pozabiti na ravnovesje v duševnem zdravju. Poglejte in preizkusite nekatere že prikazane tehnike psihološke pomoči. Da bo to ravnovesje in nekakšne vsakodnevne zdrave rutine lažje vzpostaviti, vam v programu celostne rehabilitacije nudimo nekaj vsebin, ki so vam lahko v pomoč. Upam, da ste v že posnetih videih fizikalnega, gibalnega, prehranskega in pa tudi psihosocialnega modula že našli kaj zase, nekaj za lažje vzpostavljanje in pa vzdrževanje zdravih navad in rutine. Kadar govorimo o vzpostavljanju zdravih navad, imamo torej v misli več vidikov, tako ustrezno prehrano, kot telesno aktivnost in tudi psihično blagostanje oziroma duševno zdravje. Kadar se odločamo za neko vzpostavitev oziroma uvajanje zdrave nove rutine, je pa predvsem pomembno, da si določimo realen cilj. Kakšen pa pravzaprav je ta realen cilj? To je cilj, ki nam je dostopen. Pomeni, da smo ga izbrali premišljeno in da bo na nas tudi pozitivno vplival. Pa recimo, da si želimo za cilj postaviti redno telesno vadbo. To je zelo širok pojem, zato ga bomo morali malce dodelati. Recimo, da smo že ugotovili, da nam ustreza hoja. Lahko je to nordijska, kot nam je prikazal kineziolog v prejšnjem posnetku, lahko je kakršnakoli druga oblika hoje. Želimo si torej redne tedenske hoje. Koliko pa je za nas primerno in pa predvsem potrebno te hoje? To lahko ugotovimo s čisto preprostim eksperimentom. Pripravimo si list papirja in približno en teden zapisujemo, koliko smo prehodili. Lahko je to v času, lahko je to v kilometrih in zapišemo, kako smo se ob tem počutili, kdaj smo postali preveč utrujeni. Ko začutimo, da nas to preveč utrudi, je zaenkrat cilj postavljen. Začrtamo ga, kolikor zmoremo in se ob tem še dobro počutimo. Tudi če nam ne uspe odkljukati ravno vseh ciljev, ne smemo popustiti. Včasih so pač obdobja, ko nam preprosto ne gre vse tako od rok, kot bi si želeli. Ampak to ni nič slabega, je popolnoma normalno. Pomembno je, da kljub padcem zremo k vzponom in zato ta poraz hitro pozabimo in se ponovno osredotočimo na same cilje. Takšnih navad je lahko postopoma vedno več in izbirate jih na podoben, prej prikazan način. Naj se nanašajo torej na vse komponente zdravega sloga življenja. Tako na telesno dejavnost, kot smo prej podali primer, naj vsebujejo tudi navado za zdravo prehrano, uravnoteženo prehrano in tudi samo duševno počutje. Naslednji primer bi mogoče pogledali primer gospoda, ki mu zdrav življenjski slog predstavljajo naslednje tehnike in strategije.
Torej, gospod, katerega si bomo vzeli za primer, je ugotovil, da mu zdrav življenjski slog oziroma neke dobre navade najprej predstavlja spalna rutina. Higiena spanja oziroma dovolj spanca za dober začetek dneva je ugotovil, da je ključnega pomena za njegovo dobro počutje. Torej, pomeni, da gre spat ob isti uri, spalnico primerno zatemni in prezrači, pred spanjem bere knjigo in tako dalje. Zjutraj že poskrbi za uravnotežen zajtrk po napotkih kliničnega dietetika in pa prilagoditvami, ki ustrezajo njegovemu organizmu. Čez dan si planira aktivnost, ugotovil je, da mu ustreza nordijska hoja, če le to izvaja 2-krat na teden. Ob tem seveda upošteva navodila kineziologa. Prav tako 1-krat na teden izvaja vaje za telo po navodili fizioterapevta. Vestno si zapisuje, označuje v tedenski dnevnik aktivnosti, ob tem pa označi tudi svoje psihično počutje. Spomnimo se namreč, kako telesna vadba vpliva na naše duševno zdravje. Gospod si vzame čas tudi za razmišljanje o skrbeh. Če se spomnite prejšnjega psihosocialnega videa, je to koristno za ohranjanje duševnega zdravja. Tekom dneva gospod skrbi za uravnoteženo in ustrezno prehrano. V svoj dnevnik obkljuka dejavnosti, ki jih je uspel izvesti in se zato tudi primerno nagradi. Na primer, izbere aktivnost, ki jo rad počne. Zvečer pred spanjem izvaja še dihalno vajo za sprostitev. Kadar ugotovite, katere in koliko navad je potrebnih za doseganje vašega dobrega počutja, lahko to vzdržujete s preprosto tabelo. V tabelo vpišite svoje aktivnosti in jih nato, ko jih dosežete, tudi odkljukate. To bo poleg motivacije pripomoglo tudi k lažjemu sledenju in prakticiranju zdravih navad brez prevelikega napora in razmišljanja. Sigurno se vam bo kdaj zgodilo, da kakšen teden ali morda tudi mesec, 2 ne boste čisto sledili svojim ciljem, ampak naj vas to ne ustavi. Vzemite to kot majhen korak nazaj in naj bo to motivacija za naslednja 2 naprej. Želim vam uspešno uvajanje novih zdravih navad ali vzdrževanje že obstoječih. Se vidimo kmalu!